lepa, tudi z moje strani lep pozdrav vsem visokim gostom, gospe in gospodem in vsem romarjem, ki ste danes prišli iz Slovenije, iz zamejstva in od bolj oddaljenih krajev na Svete Višarje. V veliko veselje in v čast mi je, da vas lahko pozdravim v tem Božjem hramu, danes na 37. romanju treh Slovenij. Na kraju, kjer se že stoletja vije Božja pot, na kraju, ki je stičišče treh narodov, na katerem so naši daljni predniki namesto meje zgradili cerkev, ki ne ločuje, temveč narode povezuje. In zaradi te simbolike ne bi mogli izbrati boljšega kraja za srečanje Slovencev iz Slovenije, zamejstva in sveta. Rada bi se v imenu urada zahvalila organizatorjem tega srečanja, Rafaelovi družbi, Lenartu in Ani Mariji. Moram poudariti, da zelo cenimo na uradu vajino delo. Prav tako bi se rada zahvalila vsem duhovnikom, ki v slovenskih izseljenskih skupnostih opravljajo svoje delo, ki je res neprecenljivo in tudi to na uradu izjemno cenimo. Hvala tudi vsem romarjem, ki že skozi leta prihajate sem na to romanje in soustvarjate vsako prvo avgustovsko nedeljo en tak lep praznik slovenstva, povezanosti in miru. In naj nas vse skupaj zbrane višarska Mati Božja sprejme pod svoj plašč. Hvala. Kot domačini zamejstva je že dolga leta član Slovenskega kulturnega društva Gorski Kotar in aktivno sodeluje v zamejskih dejavnostih Slovencev na Hrvaškem. Preko Slovenskega etnološkega društva, v katerem je že več kot 10 let član izvršnega odbora, pa sledi problematiki in sodeluje tudi pri dejavnostih Slovenci v ostalem zamejstvu. Njegovo današnje predavanje nosi naslov Vztrajati v obmejnosti. Gospod Marko Smole, prosim. Torej, spoštovani romarji, spoštovani gostje, dragi prijatelji in rojaki, moram reči, da sem bil res presenečen, ko sem dobil povabilo Rafaelove družbe, da tokrat jaz pripravim to, bi rekel, za marsikoga pomembno predavanje ob romanju treh Slovenij. Kljub temu, da se z nekaterimi njihovi člani že kar nekaj let poznamo in da so se udeleževali nekaj naših prireditev, na njih sodelovali, da sem jih vodil po naših krajih, so z vabilom izkazali predvsem veliko zaupanje v naše delo v zamejstvu, za kar se jim zelo zahvaljujem. Tudi hvala za ta lep uvod, s katerim so opisali pač moje delo na tem prostoru in pač tudi moje delo, zakaj kot elektroinženir se ukvarjam tudi z etnologijo in z obmejnimi prostori. In ravno v tem našem malem delu zamejstva, moji drugi domovini, a tudi domovini prednikov po mamini strani, območju v južni Sloveniji, južnem delu Slovenije s Hrvaško, se pravi severozahodnem delu Gorskega Kotarja, s katerim se ukvarjam že več desetletij, bi rad danes povedal nekaj več. Že takoj pri tem bi pa želel spomniti tudi na našo Sveto Goro v slovenskem prostoru, kar malo pozabljeno, ki se nahaja nad rodnimi kraji mojih prednikov. Leži na južnem koncu slovenske dežele, čeprav na hrvaški strani. Sveta Gora na Plesci, kot so jo poimenovali romarji z dolenjskega konca, med njimi pisatelj Janez Trdina, ali Sveta Gora nad Gerovim, kot so jo dojemali romarji iz Kvarnerja in iz Istre, je bila nekdaj stičišče vernikov kar 6 škofij. Od domače sensko-modruške, zagrebške, krške, ljubljanske, tržaške pa vse do poreške. Na njej so se vse od pomladi, ko se je narava začela prebujati, pa do zahvalne nedelje pred vsemi svetimi srečevali Slovenci, Hrvatje, kočevski Nemci in domačini iz 2 delov nekdanje monarhije, tu molili in plesali v čast Materi Božji. Prav ta ples v bistvu je bilo nekaj posebnega tudi v 19. stoletju v slovenskem prostoru, tako da če boste gledali, kaj pišejo slovenski časniki ob Sveti Gori naši, pišejo predvsem o tem, da se je tam plesalo v čast Materi Božji.
Govoril bom torej o hrvaškem zamejstvu, o območju ob dolini Zgornje Kolpe in rečice Čabranke, kjer je tudi reka Kolpa na več mestih že tako nizka, da se jo lahko vsaj ob nizki vodi z nekaj truda enostavno pregazi. In prav ta nizka voda in prehodna dolina je stoletja pomagala vzdrževati povezanost doline, ne samo vzdolž reke, ampak tudi preko reke in preko kasnejših meja. Profesor Valentinčič je ugotavljal, da je od zamejcev še najmanj poznana skupnost Slovencev na Hrvaškem, o kateri bom rekel par besed. Razpršena je po Istri, Gorskem Kotarju, Međimurju in po večjih mestih. Zaradi jezikovne podobnosti s hrvaškim jezikom je njena identiteta manj izrazita kot v ostalih državah, a so aktivna kulturna in izobraževalna društva, povečuje se število učencev slovenskega jezika. V svojem predavanju je kritično ugotavljal splošne značilnosti zamejskega prostora, v katerem slovenščina kot identitetni element žal izgublja svoj položaj predvsem med mladimi, manjšine se tudi redko vključujejo v politiko, kar slabi njihove pravice. Mladi odhajajo v bolj razvite regije, kar pospešuje asimilacijo, Slovenija pa tudi morda premalo spodbuja povratništvo izseljencev in čezmejno sodelovanje, s katerim bi lahko pomagala zamejstvu. Kljub vsemu pa se z desetletji po osamosvojitvi Slovenije krepijo čezmejne vezi v šolstvu, kulturi in medgeneracijskemu sodelovanju. Predvsem tisto lahko rečem pač iz prve roke, da na Hrvaškem raste zanimanje za slovenščino in študij v Sloveniji. Evropska unija tudi nudi določene možnosti za regionalno povezovanje z različnimi mehanizmi sofinanciranja skupnih projektov, čeprav moram reči, da ravno te zadeve so na obmejnem področju, ki je depopularizirano, ker se ljudje težje organizirajo na eni in na drugi strani, včasih zelo težko, bi rekel, potem realizirajo. Kot je profesor Valentinčič govoril v svojem predavanju, je ohranjanje zamejskih in izseljenih skupnostih ključno za slovensko kulturno raznolikost. Kljub izzivom namreč obstajajo priložnosti za krepitev vezi med vsemi tremi skupinami, vendar je pri tem po njihovem mnenju potrebna bolj aktivna vloga matične države. Zaključil je svoje predavanje z reklom: vsi smo Slovenci in nas več povezuje kot ločuje. In seveda s tem se popolnoma strinjam tudi sam in tudi strinjamo Slovenci, ki se imajo za Slovence na Hrvaškem. Zamejci na Hrvaškem so kljub stoletjem, ko so se tja odseljevali številni Slovenci, manj poznana manjšina v primerjavi z drugimi slovenskimi skupnostmi v sosednjih državah. Predvsem v mesta so se priseljevali delavci in delavke, učitelji, kulturni delavci, strokovnjaki. V Zagrebu so študirali številni Slovenci tisto, za kar v Ljubljani še ni bilo fakultet. Tudi Primož Trubar se je šolal na Reki in si je desetletja prizadeval, da bi tudi Hrvati dobili svoj prevod svetega pisma. Tudi osrednji Gorski Kotar je v zgodovini tako doživljal dokaj številne prihode iz slovenskega prostora, ljudi, ki so prihajali delati na prostor, ki je bil pač teh delavcev in naseljencev potreben. Leta 1991 je bilo na Hrvaškem v popisu naštetih skoraj 23.000 Slovencev. Leta 2001 še 13.000, 2011 10.500, leta 2021 pa se je za Slovence izreklo le še nekaj več kot 7.700 oseb. Kot avtohtona narodna skupnost živijo na območju severne Istre, Reškega zaledja, Gorskega Kotarja, Međimurja, ob Kolpeja in Obsotelja. Večina pripadnikov slovenske narodne skupnosti pa živi v mestih zunaj obmejnih območij. Tja so se preselili zaradi zaposlitve, službovanja ter zaradi šolanja. Tukaj mislim predvsem ta večja hrvaška mesta, kot so Zagreb, Varaždin in seveda tudi Reka, ki je sedež tudi Primorsko-gorske županije, o kateri bomo malo več povedali v nadaljevanju. Eni od pomembnih razlogov zmanjševanja njihovega števila so počasna, vztrajna asimilacija. Tako zaradi jezikovne podobnosti s hrvaščino je opazna manj izrazita identiteta, na asimilacijo vplivajo mešani zakoni, a tudi pomanjkanje institucionalne opore, saj je poselitev razpršena in jo je v bistvu tudi zelo težko organizirati. Hrvaška zakonodaja je glede manjšin zaradi problemov s srbsko manjšino med njihovo zadnjo vojno drugačna kot v drugih državah.
Predvsem vidim razliko, da ne razlikuje med avtohtonimi in priseljenimi manjšinami. V hrvaški ustavi so tako Slovenci ena od 22 priznanih manjšin, pravice pa se lahko uveljavljajo glede na številčnost in organiziranost manjšine na določenem področju. Se pravi, za pravice je treba doseči določene kvote, se potem lahko uresničujejo. Tako je v županijah, se pravi regijah, ki so na Hrvaškem poimenovane kot županije, kjer živi vsaj 100 Slovencev, imajo ti pravico do izvolitve svojega individualnega zastopnika, v županijah, kjer jih živi nad 500, in tudi v občinah in mestih, kjer jih živi nad 200, pa imajo Slovenci pravico do izvolitve manjšinskega sveta. Tako slovenska skupnost na Hrvaškem deluje v okviru določenih manjšinskih samouprav, se pravi svetov in predstavnikov, in v okviru kulturnih društev. Na Hrvaškem je registriranih 17 slovenskih društev, ki so hrbtenice slovenske narodne skupnosti. Od njih je 15 kulturnih društev, 200 izobraževalni. Vsa se združujejo v Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem, ki je med ostalimi članica novih zamejskih koordinacij, gospodarske, športne in kulturne. Vključena so društva na Reki, v Fužinah, tudi v Gorskem Kotarju, Karlovcu, Zagrebu, Lovranu, Pulju, Labinu, Buzetu, Poreču, Šibeniku, Splitu, Zadru, Varaždinu in pri nas v Čabranski občini, v Prezidu in v Trstju oziroma Tršču, kot se reče uradno po hrvaško. Od zadnjih projektov zveze izstopa izdaja knjige o Slovencih v zloglasnem taborišču Jasenovac, ki odkriva tudi temnejšo stran sosedstva na nekaterih delih meje in je bila izdana ob 90-letnici Društva Slovenski dom v Zagrebu. Zdi se mi pošteno in pomembno, da se seveda opozarja ne samo na lepe stvari sosedstva, ampak da se opozarja tudi na kakšno slabšo in temnejšo stran zgodovine. Kljub padcu števila Slovencev na Hrvaškem, kar obenem pomeni tudi manj manjšinskih svetov in predstavnikov v politiki, pa je razveseljujoče povečanje števila šol s poukom slovenščine od Čakovca in Varaždina do Zagreba, Samobora, Umaga, Buzeta, Reke, Matulje, Oklane in vse do Čabra. Hrvaška zakonodaja namreč manjšinam daje pravico do pouka v maternem jeziku na predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem nivoju, seveda je pa potrebno za to doseči določene kvote. In seveda ta pravica se lahko uveljavlja samo postopoma, saj lahko šolarji na vse več šolah izberejo slovenščino kot obvezni izbirni predmet. Hkrati pa se slovenščina marsikje poučuje tudi v obliki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture z učiteljicami Slovenije in vesel sem, da se je to cel čas poučevalo tudi v Čabru in da imamo tudi v zadnjih letih tudi domačo učiteljico, ki lahko te stvari izvaja. Edina slovenska skupnost, ki ima v slovenščini tudi duhovno oskrbo, je zagrebška z duhovnikom, ki prihaja iz Slovenije. Dolina Zgornje Kolpe in Čabranke, kakor marsikdaj geografsko poimenujemo naš del obmejnega območja, od koder prihajam, dejansko gre to za območje nekje nad Brodom na Kolpi in Kostolom, ki ga morda na slovenski strani bolj poznamo zaradi prehoda proti Reki, preko območja sedanjih občin Čabar in Osilnica, vse do Prezida in Babnega Polja, se pravi, to je nekje kulturno povezano območje z enakim narečjem oziroma z podobnimi govori, je eno od območij Gorskega Kotarja, kjer so Slovenci priznani kot avtohtona skupnost. O stari zgodovini prostora okoli naše Svete Gore pred srednjim vekom zgodovinarji in arheologi ne vedo kaj dosti povedati. Prvo potrditev o njegovi prehodnosti iz Kvarnerja in Obkolpja v sedaj osrednjo Slovenijo izvemo iz ostankov rimskega zapornega zidu v Prezidu. To je v bistvu meja proti Babnemu Polju. Nekoč je tudi Prezid imel ime Staro Babno Polje. Arheološke ostanke pri nas je prerasel in pogoltnil gozd ali so jih odnesli hudourniki, a o starih prebivalcih nam še vedno govorijo tisočletja kasneje pripovedke. Verjetno najstarejša je o mitološki babi, ki je dajala življenje in ga je tudi vzela,
če je bilo to potrebno za ponovno vzpostavitev ravnovesja na svetu. Ustanovila naj bi najstarejši naselji v tem kraju, Babno Polje in Gerovo, a pod Sveto goro tudi požrla svojega otroka, da je lahko življenje teklo naprej. Kdaj so se priselili Slovani, ne vemo, a prav oni so vzeli ta prostor za svojega. Pod enem od članov so dali ime naselju Čačič nad Osilnico, poimenovali vrhove po svojih božanstvih, Kraljev vrh, Knežev rep, tretji vrh za njih pomemben je bila Sveta gora, na meji med dvema slovanskima skupnostima. V dolini je živela pretežno poljedelska skupnost, s središčem v dolini rečice Osilnice, kasneje je bila potem v srednjem veku to tudi vasica Osilnica. Zadnjih 400 let po imenovanju je bila reka poimenovana Čabranka, ko se je začelo rudarjenje v Čabru. Iza Svete gore pa je živela živinorejska skupnost s središčem srednjeveške župe v Gerovu. Obe sta si poleg Svete gore delili tudi istega junaka, Petra Klepca, siromašnega in šibkega pastirčka, ki je živel z materjo brez očeta. Drugi pastirji so ga zaničevali, nositi jim je moral vodo iz oddaljenih izvirov. In po najstarejši zapisani pripovedki Osilnice je dobil moč od kresnika, belega vola, kateremu je čudežno šibo pomagal premagati rdečega vola. Po drugi zgodbi iz Malega Luga, se pravi na drugi Svete gore, pa od vil, katerim je naredil senco, da jih sonce ni ožgalo. Vsaka skupnost je imela svojo zgodbo, ena temelječa na vilah iz primorskega sveta, druga na kresnikih, poznanih v slovenskem prostoru. Sedanjem slovenskem prostoru, seveda. In obe skupnosti se še danes, 1000 let kasneje, pregovarjata, čigav junak je Peter Klepec, čeprav junak ostaja junak enih in drugih. Območje je imela že v 14. stoletju svojega župnika in cerkve, tako v Osilnici kot v Gerovu. V sredini stoletja se priselijo kočevarji, večinoma Nemci iz posesti od Trbonžanov, a med njimi tudi Slovenci iz Koroške. Marsikateri slovanski toponim prevedejo v nemški jezik. Nekoč enovito posest kočevskih gospodov so preko Čabranke in Kolpe v 16. stoletju že upravljali krški knezi Frankopani, saj je tam čez vodila za njih pomembna pot iz Kvarnerja proti osrednji Kranjski. V sredini 17. stoletja so njihovi nasledniki Zrinski v Čabru pričeli izkoriščati železno rudo. Zaradi turške okupacije Bosne, odkudar je dotedaj prihajalo železo na Hrvaško, je bil to za Hrvaško pomemben obrat, zato Čabar pripojijo Hrvaški. Na dela so se priseljevali novi delavci, še vedno oziroma stalno, pretežno iz Kranjske in Goriške, se pravi slovenskih prostorov. V 18. stoletju je železarski obrat v Čabru na Hrvaškem celo upravljal idrijski rudnik s svojimi rudarji in strokovnjaki. V tam so prihajali ne samo rudarji in metalurgi, ampak tudi župniki in iz Čabra odhajali na župnikovanje v Idrijo. Tudi naše cerkve so takrat gradili, načrtovali in opremljani večinoma mojstri iz Kranjske. Meja v dolini je bila postavljena med gospostvi in med avstrijskim in ogorskim delom, a nobena oblast ni mogla ali želela prekiniti povezav med ljudmi z obeh bregov, saj je bilo le tako mogoče tem ljudem preživeti. Župniki so hodili do ljudi, ki so bili blizu, ne glede na meje župnij in škofij. Marsikdaj je isti župnik zasedal mesto v slovenski in hrvaški župniji. Moram reči, da sem po svoje vesel in ponosen, da je še mene v Plesih na Hrvaškem leta 1963 krstil Osilniški župnik, ki je takrat župnikoval tako v slovenski župniji v Osilnici kot na Hrvaški v Plescih. Število prebivalstva je z desetletji rastlo, za izgradnjo železniških povezav so se pričele sezonske migracije, podobno kot vse povsod drugje po Sloveniji in po Hrvaškem. Že v 1870 letih so pisali o odhajanju preko zime v hrvaške, romunske in celo ruske gozdove, kmalu nato v Ameriko, med svetovnima vojnama v Francijo. Sekat les, tesat pragove za železnico,
nekateri tudi prodajati in popravljati ture, po čemer je bil ta prostor z Urmoharji posebej znan. Druga svetovna vojna je prinesla v kraje veliko gorja. Celotno območje je bilo pod reško okupacijsko pokrajino in je pod italijansko okupacijo doživelo požiganje skoraj vseh vasi na dolino, ker je živelo več kot 80% prebivalcev. Streljanje talcev, nekatere vasi so ostale brez moških, taborišče Rab, za veliko lakoto in boleznimi, nato Treviso in Gonars, mnogo jih je umrlo od lakote in bolezni, po kapitulaciji so se preživeli vračali na pogorišča in na jesenska prazna polja. A so pokončno rinili naprej, na svoji domovini. Živeli na pogoriščih v revščini in obenem pomagali pri vzdrževanju partizanskih bolnišnic po bližnjih gozdovih osvobojenega ozemlja okoli Snežnika, ne glede na narodnost. Izgubili pa so v tem času tudi prve sosede, kočevske Nemce, kar je bilo za marsikatero vas na dolino, kjer je živelo mešano prebivalstvo 600 let, velik in nepopravljiv kulturni šok, katerega v bistvu kasneje večino teh vasi niti ni moglo nadomestiti s čemarkoli drugim. Ljudje so delili skupno usodo, ki ni bila odvisna od politične meje. Tudi povojno obdobje dolini ni prizaneslo, saj je bilo načrtovanje zalitje dolino za hidroelektrarne in njena razselitev. V njen razvoj se načrtno ni vlagalo. Marsikdo je odšel v tujino ali jo zapustil. Kot je rekel nekdo, dolina moja draga, dala si mi življenje, materino ljubezen, lepo otroštvo in mladost, a kruha mi nisi uspela dati. Že kmalu po vojni so marsikateri odšli v Slavonijo, ki je takrat iskala pridne roke, tako iz slovenske kot iz hrvaške strani. In veste, kje je bilo zapisanih največ slovenskih ljudskih pesmi na Hrvaškem iz Čabarskega kraja? Prav v Slavoniji, v naseljih, v katerih je bila največja gostota priseljencev iz Čabarskega kraja v 1960 letih. Odhajali so tudi v Ameriko in Kanado, večja mesta Hrvaške in Slovenije. Resnejše razmejevanje pa je v dolino prinesla šele osamosvojitev. To, da se je bilo potrebno jasno opredeliti narodnostno, je bil za marsikoga šok. Sem Slovenec ali Hrvat? Moji predniki so bili to in ono, pa tudi Nemci, Italijani in še kaj. Število prebivalstva se je manjšalo v 30 letih za več kot 30%. Moram reči, da smo blizu 40% kot 30%. Meja se je zapirala, postopoma so ostali na tisočletja prehodnem prostoru le malo obmejni prehodi. Dvolastniki niso bili vsi. Brat je šel k bratu lahko le preko kontrole policaja in carinika. Greš lahko obiskat bolno mater, če nimaš malo obmejne izkaznice? Kaj nosiš? Kam greš? Na vrhuncu smo dobili še ograjo z bodečo žico, kakršne so se spominjali le najstarejši iz pošastnih fašističnih taborišč. Na srečo pa vse mine. Tudi hude stvari se počasi umaknejo, ideje lastnih držav dozorijo in ne potrebuje več samo potrjevanja za visokimi zidovi in rezilnimi ogradami. A število prebivalstva se žal manjša. Posebno zaskrbljujoče na slovenski strani, ki je bila vso zgodovino tudi manj številčna, a je zelo pomembna. Zato, ker kaže, da smo povezani čez mejo, da meja ni nekaj, kar je razmejuje, temveč nekaj, kar povezuje. Da Slovenci govorijo enako kot mi. Da med obema bregovama še vedno in ponovno obstajajo mostovi, ki edini mogočajo tako preživetje kot stabilnost in tovarištvo. Dolina ni moja ali tvoja, dolina je naša. Enako kot Peter Klepec, njen junak. Kljub različnemu tolmačenju porekla lokalnega narečja govorimo na obeh straneh še vedno enako. Govori so bili po letih našega truda vpisani v oba nacionalna registra nesnovne dediščine in v obeh vpisih piše, da gre za čezmejni fenomen. Govorimo slovensko ali govorimo hrvaško. Enostavno v tem lokalnem prostoru ni nič narobe, če odgovorimo mejnima se po naši.
V Palčevi hiši, iz katere prihajam, to je hiša mojih prednikov, rodbine Čop iz male vasi Plešce, blizu Osilnice, se trudimo ohranjati te spomine. Čopovi živimo v tem prostoru v okolici Svete Gore verjetno že več kot 500 let. Smo stoletja del tega prostora, trudimo se ga raziskati, ga razumeti in ga tudi pokazati zunanjemu svetu. V naši družini so bile pomembne nosilke kulturne identitete ženske. Od babice, ki ni znala pisati, ali je bila prva naročena na knjige Mohorjeve družbe, ter je izšolala vse svoje hčerke, do prve pradedove žene Fani Dietrich iz Postojne, ki je prinesel hišo slovensko liriko, pa prababice Julije Peče, ki je kot kočevska Nemka prebirala nemške pesnike. Stare mame Berte Knaus, ki je bila do smrti, kljub težkim povojnim norostim nove oblasti do nje, kot naslednice nekdaj premožne in pomembne družine, ponosna Slovenka. Moje mame Davorke Čop, ki me je vzgajala v spoštovanju do obeh narodov, ki bi jo, kako težko razumljivo marsikomu, opisal kot Hrvatico in kot Slovenko. Leta 2006 smo v Plescih na stežaj odprli vrata naše družinske hiše. Kulturnega spomenika vpisane v register kulturne dediščine Republike Hrvaške, kulturnega spomenika, ki je z leti postal neke vrste zasebni kulturni center. Študenti, slovenski in hrvaški etnologi in drugimi strokovnjaki raziskujemo naš skupni kulturni prostor in njegove povezave. Tudi v času najbolj zadrtih obmejnih režimov smo uspeli voditi udeležence naših raziskovanj preko meje, pa če je bilo to potrebno legalno ali pa tudi ilegalno. In tolmačiti prekomejni prostor kot en kulturni organizem. Ravno prav izoliran, da je ohranil svojo lokalno identiteto, a obenem vedno povezan s soseščino, da je bil to identiteto sposoben suvereno oblikovati. In vesel sem, da to ne delamo sami, temveč vedno najdemo somišljenike na obeh straneh meje. In seveda veseli bomo, če bo tako obmejni prostor, levi in desni breg, se pravi ne samo na hrvaški strani, ampak tudi na slovenski strani, da bo ta obmejni prostor tako razumela tudi politika, ki s svojimi projekti kroji razvoj, a daje velikokrat občutek, da je to stvar le njene strani doline. Eden od svetlih primerov bi bile lahko prav slovenska vzorčna kmetija v Prezidu, ki po vzoru tiste iz Porabja odpira svoja vrata jeseni. A le, če bo uspela delovati povezovalno za razvoj sosednjih krajin ljudi za obeh strani meje. Za zaključek bi povedal še tole. Predavanju sem dal uraden naslov Vztrajati v obmejnosti in tu bi k temu dodal še vprašaj. Na to vprašanje pa je potrebno, da si odgovorite sami. Sam namreč verjamem, da je obmejnost pomembna, saj le dokler bo obmejni prostor proti sosedom poseljen z obeh, tudi za slovenske strani, za ljudmi, ki jim je obmejni prostor domovina, bo meja le politična črta. Ko bodo iz obmejnega prostora odšli še zadnji avtohtoni prebivalci, takrat bo prostor razmejen. A tega si ne želimo, saj vidimo, kaj to pomeni po svetu, kjer se bohotijo avtoritarni režimi, ki z vojnami in neizmernim trpljenjem ljudi poskušajo premikati te iste politične črte, meje. Pri nas upam, da je še drugače. Tako so v Grintovcu, mali vasici pod Osilnico, domačini s pomočjo študentske brigade iz Maribora pred dnevi, brez čakanja na meddržavne sporazume in usklajevanja ter druge prezahtevne formalnosti, a z veliko dobre volje in vesela obnovili 30 let zaradi meje in obmejnih režimov zapuščen viseči most med obema bregovama. In seveda, zanimivo, odprla sta ga slovenska županja in hrvaški župnik. Zato dobrodošli, da nas pridete obiskat na eno in drugo stran doline, saj le s tem pomagati pri širjenju zavesti, da so prebivalci tega dela Gorskega Kotarja tudi del slovenskega kulturnega prostora. Da bi še naprej na obeh straneh meja vztrajali v obmejnosti in živosti obmejnega prostora, to je moja srčna želja.
In morda bi morala biti to tudi ena od naših skupnih molitev k Materi Božji ter njenim Božjim potem, ki že stoletja in tisočletja gradijo mostove. In med njimi tudi naša Sveta Gora, ki je ena od njih. Hvala za to, kar ste poslušali. Lepo pozdravljeni, dragi domoljubi, spoštovani romarji. Jaz sem zelo hvaležen gospodu Smoletu, da nam je predstavil Slovence na Hrvaškem, o katerih gotovo vemo najmanj, se strinjam z njim, in ko smo živeli v skupni državi, pač nismo govorili o manjšini. Jaz sem zelo vesel razvoja med Slovenci na Hrvaškem, ki so se organizirali, delujejo kulturno, delujejo politično, delujejo tudi gospodarsko. In jaz bi rekel, da se kot narod 34 let po osamosvojitvi še zmeraj sestavljamo. Jaz se spomnim, ko sem bil v Argentini in posebej pozdravljam ljudi, ki jih tudi danes vidim tukaj iz Argentine, kako je bilo nekoč po svetu, ko je država forsirala jugoslovanske klube in Slovenci se niso smeli kazati kot Slovenci in zato v te klube niso odhajali, nekateri ja, ampak mnogi ne. In ko so lahko bili Slovenci, ko te sile ali prisile ni bilo več, se je zgodilo veliko organiziranosti iz te nove osnove. Število Slovencev se ne bo popravilo s političnimi dekreti, če ne bomo imeli sami veselja do svojega obstoja, do svoje kulture, svoje identitete. Vidite, kako nam pada tudi število duhovnikov in tako naprej. Ne bomo jamrali, kako ne gre, tudi ne bom govoril o tem, kaj je treba narediti s prašiči, ne? To je slovenska tema. Bi pa rad rekel, da smo pred 34 leti dokazali, da je možen slovenski skupaj. In skrbi me, ker gre toliko energij v polarizacijo. Skrbi me to, da ne moramo pokopati po 80 letih žrtev izvensodnih pobojev po koncu druge svetovne vojne. Še kaj drugega me skrbi, ampak kadar pridem na Višarje, se zmeraj vračamo k plen, ker tukaj srečujem ljudi, ki jim ni vseeno, srečujem 3 Slovenije skupaj in upam, da bo to dogajanje poživilo tudi center, o katerem je predavatelj govoril. Robovi težko zdržijo, če jih ne podpira center. V centru imamo marsikaj dobrega, tudi Urad za Slovence po svetu, ki tudi danes tukaj navzočne. Se dogajajo pa tudi take stvari in s tem bom zaključil. Sem bil zadnjič na Koroškem, mi pove en človek, res prizadet, je rekel, sem šel v Slovenijo z družino, da bom med Slovenci, pridem sredi Ljubljane v eno gostilno in na meniju ne najdem nobene slovenske besede. Samo še angleščina. Lejte, tudi to je ena zgodba, ki govori, kaj se dogaja in marsikaj bo treba premisliti, če hočemo delati za prihodnost, ki nas bo krepila kot nacijo, da ne bomo postali zadeva zgodovine. Lepa hvala, ker prihajate s tem, lepa hvala Rafaelovi družbi, da se posveča temu svetemu kraju, ki ne povezuje samo Slovencev, ampak ima tudi evropsko povezovalno moč. Bom izkoristila samo to priložnost, da se zahvalim tudi sama gospodu Smoletu, ker za vse opravljeno delo, to so res krasni kraji, zelo toplo vas tudi jaz povabim, da se oglasite tudi v njihovi hiši, ki je res izjemna, tudi gospod je izjemen vodnik, pripoveduje zelo živo, zelo srčno, se vidi, da iz njegove osebne ljubezni raste vse, kar lahko vidimo, kar tam nastaja. Hvaležna sem mu tudi, ker je v svojem predavanju večkrat omenil Kočevarje, tako da mogoče upam, da ne bo hud, da bi pa sama mogoče še opozorila pri poimenovanju Kočevarjev. Sama sem Kočevarka po očetovi strani in se mi zdi prav, da se tudi izraz pravilno uporablja. Namreč 20. stoletje, ki je tako zaznamovalo slovenski narod, pa tudi pravzaprav evropski prostor z totalitarizmi, je prinesel tudi marsikatero grenko preizkušnjo.
In pa tudi kočevarji, veste, kakšna je njihova usoda, leta 1941 so zapustili svoje domove in njihovo poimenovanje se šele v 20. stoletju kot ena taka politična skovanka začne z uporabo kočevski Nemci. Sami niso bili nikoli kočevski Nemci, vedno so sami sebe poimenovali kot kočevarji, tako da se mi zdi prav, da ko govorimo o njih, da tudi ta izraz, njihov izraz, tako kot sami poimenujemo, kot se poimenujemo Slovenci, kot se poimenujemo tudi drugače, da tudi sami spravi kot kočevarji. Toliko sem mogoče in še enkrat res, gospod Smole, hvala za vse, kar delate. In tudi vaše današnje res izjemno zanimivo predavanje. Dober dan in dobrodošli. Lepo pozdravljam škofa Antona Jamnika in duhovnike, ki skrbijo za izseljence po vsem svetu in tudi vse druge romarje. In vam želim, da se tudi vi postavite tule pod plašč Marije in naj vas Marija osvetli in vam da toplino, ki jo potrebujemo za življenje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami in s tvojim duhom. Dragi romari, dovolite mi, da vas tudi jaz v imenu Rafaelove družbe in Zveze slovenskih duhovnikov, diakonov in pastoralnih delavcev v Evropi prisrčno pozdravljam. Z nami je naš škof, dr. Anton Jamnik, in tega smo najbolj veseli, da vedno sliši naš glas, našo željo in vodi to čudovito bogoslužje ob tako lepem dogodku, kot je srečanje 3 Slovenij na Višarjah. Pozdravljam res vse, moje sobrate duhovnike iz cele Evrope, smo danes tukaj zbrani in seveda smo tisti, ki kažemo, kaj je v Evropi za Slovence potrebno storiti in seveda to je to, da bi dobili nove duhovniške poklice, ki bi skrbeli za naše rojake po svetu. In naj bo tudi to danes naša srčna želja in glavna misel tudi pri tej sveti daritvi. Spoštovani in dragi romari, dragi bratje in sestre, dragi duhovniki, prisrčno pozdravljeni na tem svetem kraju pri Mariji na Višarjih, kot na gori Tabor smo, ker še posebej čutimo kot Peter, Jakob in Janez skupaj z Jezusom bližino dobrega Boga Očeta, Jezusovo bližino, predvsem pa bližino naše in Božje Matere Marije, ki nam govori, kako naj v življenju izpolnjujemo Božjo voljo, tudi mi vedno znova prisluhnemo angelu, ki prihaja v naše življenje, da bi nam povedal, kakšna so naša pota. Z dvomi, vprašanji, negotovostmi prihajamo na sveti kraj, ampak ravno s tem, ko prihajamo z vso svojo življenjsko zgodbo, to izročimo na oltar, Marijino varstvo, dobimo korajže, moči, predvsem pa razsvetljene, da bi se znali modro, pametno odločati, da bi v nas bila odgovornost in razumnost v časih malo zmedenih časih in da bi znali kot kristjani zares pričevati za evangelij, za Jezusa Kristusa. Svet kraj, ki nas povezuje v eno družino, svet kraj, ki je doživel marsikaj hudega, težkega, vojno, prvo svetovno vojno, druge preizkušnje, pa vendarle ta kraj, Marija nam tukaj govori, da dobro zmaga nad zlom, da je luč močnejša od teme, da je odpuščanje močnejše od vsakršnega sovraštva.
tukaj je to stičišče zdaj na Svetem kraju, na Višarjih, med na Avstrijo, Italijo, Slovenijo, pa tudi drugimi narodi, drugimi državami v Evropi in nas vabi, da bi pri Mariji poglobili svojo vero, nas vabi, da bi iskali tisto, kar združuje, kar povezuje, ker tega je bistveno več od tega, kar nas ločuje. Dragi rojaki, dragi romarji, najprej bi se vam zahvalil za zvestobo veri, Bogu, Mariji, hvaležnost za to, da lahko verujemo in molimo, za zvestobo kulturi, jeziku, predvsem pa, da se lahko zbiramo skupaj na Višarjih in da živimo v samostojni državi Sloveniji. 34. obletnica je bila že letos samostojne Slovenije in hvaležni bodimo za marsikaj, kar nam je podarjeno. Iskrena hvala vam za vaše molitve, vaš zgled, vaše pričevanje, pa naj bo to v Argentini, Mendozi, Buenos Airesu ali pa v Kanadi ali pa v Avstraliji ali Koroškem kanalski dolini ali pa v Münchnu ali pa v Bruslu. Ena družina smo, kadar molimo, smo blizu drug drugemu. Hvaležni bodimo za to, da smo lahko zbrani tukaj, hvaležni za našo narodno zgodovino, za vse naše prednike, za našo državo Slovenijo, dragi rojaki. Iskrena hvala vam, da se zbiramo tu na Višarjih, da skupaj molimo. Želim vam blagoslovljene poti, kjerkoli živite, hkrati pa se zavedajmo, da kadar smo zbrani ob oltarju, takrat ni razdalj, ni važno, kdo in kje živi. Takrat smo si blizu, ker smo si blizu v Jezusu Kristusu, posebej še pa, ko smo brani pri njegovi materi Mariji. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. O Višarska Mati Božja, ki kraljuješ na tej gori, ker se srečujejo Italijani, Slovenci in Nemci, ohrani dragoceni mir, hrepenenje src in Božji dar ljudem, ki v srcu dobro mislijo. Blagoslavljaj vse, ki se zatekamo k tebi in te častimo kot Božjo in svojo mater, res da v različnih jezikih, a z isto vero in isto ljubeznijo. Višarska Mati Božja, kraljica Evrope, prosi za nas.